Lepo pozdravljene, drage dame, v videokastu Hitra znanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo, ter lep pozdrav tudi vsem tistim, ki nas boste zavrteli nazaj. Namen Hitrih znanj je, da vam v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Ceneta Štuparja Cilja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trenk-Valdar, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Nasveti sogovornikov so tako iz prve roke, vsi, ki ste z nami v živo, pa vabljeni, da v klepet zapišete vaše vprašanja, na katere bomo tudi potem z današnjimi gostjami odgovarjali. Upoštevali bomo format 45 minut, tako da vkolikor bi bilo za odgovarjanje na vprašanje potrebnega več časa, lahko ostanete z nami na liniji tudi vnaprej in bomo v bistvu odgovorili na vsa vprašanja. Moje današnje sogovornice za 45 minut znanj so, bom šla v bistvu po moji desni, Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenk-Valdar d.o.o. Alenka, živjo. Magistra Jana Mlačnik, sodelavka, ki je v bistvu vodja ključnih kupcev in HR svetovalka pri Ceneta Štuparja Cilj. Jana, živjo. In doktorica medicine, specialistka pediatrije, Marija Burnik. Dober dan. Gospa Marija se je v medicini zapisala leta 1993, pediatriji pa leta 2005. Od specialističnega izpita leta 2013 je zaposlena v predšolski ambulanti Zdravstvenega doma Ljubljana. Njena specializacija namreč zaradi 4 porodniških odsotnosti ni trajala le 5 let. Posledično sedaj svoje strokovno znanje dopolnjuje z lastnimi izkušnjami, ki pogosto niso samo strogo medicinske, pač pa tudi vzgojne narave. Vidi namreč, da so današnji starši razpeti med službo in dom, pogosto izgubljeni v poplavi informacij, zato jim želi tako osnovne kot bolj specifične, bolj ali manj zdravstvene informacije podati na razumljiv način, da bodo starši čim bolj opolnomočeni pri skrbi za zdravje svojih otrok. Mislim, pogovor pa povezujem Sanda Jerman, ki na Ceneta Štuparja Cilj skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. In bomo začeli tako kot vedno. Najprej pri vas, gospa Marija, kako ste pripotovala do nas? Bilo po cesti vse v redu? Bilo na srečo zjutraj ni take gneče oziroma dopoldne. Malo sem imela težav z iskanjem parkirnega mesta, tudi to je šlo. Super. Jana, ti prihajaš bolj daleč? Ja, jaz grem ponavadi v doma bolj zgodaj, ko so ceste prazne, tako da je bilo mirno in hitro potovanje. Alenka, ti bi si pa v bistvu pribrzela skozi Ljubljano na našo točko v studio. Odlično. Kar je danes super, prej v bistvu naredim še uvod v današnjo temo, je, da smo pa v bistvu vse mame, tako da bomo tudi v bistvu iz prve roke lahko nasvete podajali na temo bolniških odsotnosti in v bistvu otrok in kako glede nege in kaj tudi priporočamo delodajalcem. Pa mogoče, ko smo se že pripravljali tukaj na pogovor, gospa Marija, off-topic vprašanje, tako za malo let razbit. Vi ste mama. Kako je pa z vlogo zdravnice pri vas doma? Če vas lahko mogoče tukaj za začetek to vprašam, a ste v vlogi zdravnice tudi doma s svojim otrokom ali kako to zgleda? Ker je tako zanimivo, nismo imeli v bistvu še take gostje v oddaji. Ja, seveda sem zdravnica tudi doma. V tem smislu, da je lažje poštimati otroka, ki zboli doma, da ne rabim za vsako stvar klicati njihovo izbrano zdravnico po elektronski pošti, kakorkoli kontaktirati. In je lažje, ker lahko otroku samo pogledam ušesa, ga poslušam, če kašlja. Včasih je pa tudi težje, ker svojemu otroku si le mama in ko veš, da nič ne moreš pomagati, otrok kašlja, ti bi ga pa rad videl, da je boljši, ne? Tako da dvojnost vloge, so plusi, so minusi. Želim biti seveda predvsem mama, super pa je, da lahko še zdravniške stvari poštimam. To o tem biti mama bomo potem tudi kasneje spregovorili še. Super, hvala lepa. Še kratek uvod v današnjo temo in zakaj v bistvu tudi sestava naših gosti. Pediatri so sprejeli nove strokovne smernice, kdaj gredo lahko otroci z nalezljivimi bolezniami in po njihovem prebolevanju v vrtec in šolo, kdaj pa naj gredo k zdravniku ali ostanejo doma. Starši pa za njihovo nego dobijo bolniško, namreč na ZZZS po poročanju časnika Finance opažajo, da so se bolniške odsotnosti zaradi nege lani v primerjavi s prejšnjimi leti kar podvojile. Zdravstveni absentizem je bil v Sloveniji lani že drugo leto rekorden, to je obseg bolniške odsotnosti oziroma delež izgubljenih delovnih dni, ne le na račun velikega povečanja bolniških zaradi nege otrok, ampak tudi za hitro naraščanje skupnega absentizma, čeprav COVID-19 ni več tako akutna težava.
Po ugotovitvah ZZZS se je Slovenija v zadnjem obdobju pomaknila med države EU z največjim deležem izgubljenih delovnih dni na zaposlenega. Pred COVID-om smo bili nekje v sredini Evropske unije po absentizmu, primerljivi z Madžarsko, Nizozemsko, Španijo in nekaterimi drugimi državami, medtem ko je bilo malo absentizma po 3,5% v Avstriji, Nemčiji in Franciji, veliko nad 5% pa v Belgiji, na Švedskem, Češkem in Slovaškem. Kot navaja tudi ZZS, je slovenska zakonodaja v primerjavi z drugimi državami Evropske unije glede na nadomestil za bolniške med najbolj dobrohotnimi. Tako pri nas ne obstaja administrativna meja pri višini bolniškega nadomestila, limit je le plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi bil zdrav in bi delal. In prav tako so odmerni odstotki nadomestila visoki in se celo po 90 dneh staleže nekateri dvignejo, v drugih državah pa se višina nadomestila praviloma s trajanjem bolniškega staleža znižuje. Tudi trajanje pravice do nadomestila pri nas ni omejeno, kar v Evropski uniji poznala je še država Bolgarija. Še vedno pa so na zelo visoki ravni izdatki za bolniške za nego otrok. V prvem polletju predcovidnega leta 2019 je šlo tako za 22 milijonov evrov, v polletju 2021 15,1 milijona evrov, v pol leta lani se je znesek podvojil na 32,1 milijona evrov in tudi letos od januarja do junija po še nepopolnih podatkih znaša 32,3 milijona evrov. In danes se bomo prav o tem pogovarjali, kje so rešitve glede bolniških staležev, kako ukrepiti zdravje zaposlenih, se z absentizmom skrivajo morda tudi kakšni drugi vzroki in zakaj je pomembno, da bolniške spoštujemo in tudi kot delodajalci pravočasno ukrepamo. O tem se bomo danes pogovarjali. Vaša vprašanja pa seveda lahko zapišete v pogovor, kot smo že omenili na začetku. Dr. Marija oziroma gospa Marija, v uvodu sem omenila nove strokovne smernice. Katere so to smernice? Kot smo slišali, ste si zadali tudi vi sama plemenito poslanstvo vodenje staršev skozi poplavo informacij. Kako vam v bistvu uspeva udejanjanje poslanstva v realnem svetu pri vašem delu? No, če se najprej na smernice obrnem, ponovno bom povedala, kar ves čas poudarjamo, ne gre za nove smernice. Smernice so obstoječe, navedene na spletni strani NIJZ, obstajajo že več kot 10 let in se sproti posodabljajo. Mi smo želeli samo jih malo izdati v uporabniku prijaznejši obliki, preglednejše, luštneje zapisane v obliki tudi slikovnega, oblačkastega gradiva, kar ponavadi. To smo tudi zelo prikazali našim poslušalcem. Tako da je še mogoče malo lažje videti, kar smo želeli sporočiti. Tako da smernice niso nove, samo prijazneje zapisane. Težavo danes, ki jo vidimo pediatri, je v tem, da so starši dostikrat zgubljeni, zelo pogosto tudi na račun mogoče malo nepravilnih informacij ali pa malo zmedenih informacij iz vrtca. In potem tudi starši sami dostikrat ne vejo, kaj zdaj otrok kašlja, ga lahko pustim doma, ga lahko peljem v vrtec, kaj ne naredim. In s temi smernicami smo želeli vsaj malo tiste osnovne stvari poudariti oziroma jih narediti mogoče malo bolj razumljive. Še vedno je pa tako, da vsak otrok, ki zboli, je individuum. In nekdo zboli resneje, nekdo slabše, še vedno je prav, da kontaktirajo pediatra, da se z njim zmenijo, ja, vsta doma, ne vsta doma, če so zmedeni. Ampak recimo otrok, ki je bil prejšnji teden prehlajen, zdaj je pa dobro razpoložen, brez vročine, iz nosa mu je nehal teči, kašlja pa še vedno, tak otrok gre seveda lahko nazaj v vrtec in ni nobene potrebe, da bi ostal doma, bodisi da bi ga vrtec zavrnil, bodisi da bi ga starši držali doma. Nasprotno pa otrok, ki je včeraj začel kašljati in vidimo, da je utrujen in se slabo počuti in je nerazpoložen in slabo je, ima mogoče še malo vročine, takega otroka pa seveda bodo starši zadržali doma. Tako da želeli smo predvsem razjasniti dileme tam, kjer gre za v bistvu isti simptom, pa hkrati dve popolnoma ali pa več popolnoma različnih pregledov. Tako kot je kašelj lahko začetek prehlada, je lahko tudi konec ali pa ostanek prehlada. Enako je potem, ne vem, pri vročini. Otrok, ki so mu zmerali starši visoko vročino in ponovno, če ima še kakšne druge znake, ga bodo seveda zjutraj zadržali doma. Če pa starši zjutraj pripeljejo otroka popolnoma dobro razpoloženega, zdravega v vrtec in potem sredo podneva vzgojiteljica zmeri 37,5 in kliče starše, da naj ga pridejo iskat, pa ni nujno, da v resnici tak otrok mora iti domov. Mogoče je bilo samo spomladanski čas, ko so otroci še malo preveč oblečeni, pa so vzuni noreli, pa so se prekurali, pa pridejo not
In vidi, ne, se otrok umiri, vzgojitelj se ga gleda, kaj je s tabo, usmer vročino 37, pa pol, joj, panika, dajmo klicati starše. Ne, otrok, ki je videti v redu razpoložen, ne počakajo. V redu, so zmerile vročino, ne mu ponudijo tiste pol ure, da se malo spočije, ne malenkost popije, mogoče še tudi slabo pil, pa se ni mogel dobro spotiti. In če bodo videli, da otrok v resnici se ne počuti dobro, da vročina vztraja ali pa narašča, ne seveda kličejo starše. Če pa otrok oživi in se igra z drugimi, je pa seveda lahko v vrtcu kljub vročini, ki v bistvu niti ni vročina. Niti ni vročina. Se pravi, da v bistvu tudi svetujete, da starši si te smernice pregledajo. Prej smo se tudi, ko smo se pripravljali, smo rekli, da kašelj lahko recimo pri nekaterih stvarih vztraja tudi 3 tedne, pa gre v bistvu malček lahko v vrtec. Mogoče samo te 3 kratke povzetke, katere so te smernice, na katere je treba biti kot starš najbolj mogoče pozoren. Pa vemo, da je vsaka stvar malo bolj unikum, ampak te, ki so zdaj najbolj, bom rekla, tudi v jesenskem času prisotne, da se nam mogoče že sami malo bolj pripraviti. Eno je vročina, z vročino je otrok seveda doma. Potem je še vse ostalo zraven, nima kakorkoli, z vročino ostane doma, zlasti, če vidimo, da se slabo počuti. Drugo so mogoče prehladni znaki, smrkanje, kašljanje. Otrok, ki že cel teden ali pa 14 dni smrka, pa malo kašlja, zlasti takrat, ko nori okrog, tak otrok verjetno ni kužen in če se počuti dobro, gre lahko v vrtec, kot sem že prej rekla, če je ravno kar zbolel, ostane doma. Tretja stvar mogoče, ki jo zelo veliko opažamo, zlasti v jesensko-zimskem času, so pa vnete oči. Oziroma izcedek iz oči, ki še ne pomeni vnetja. Otrok, ki se je v vrtcu po spanju zbudil malo več zaspančka, prej bil pa lepo razpoložen, pa mu nič iz nosa ne teče, mirno počaka starše, pa starši doma popoldne vidijo, a se res v resnici izcedek stopnjuje, takega otroka zadržijo doma. Tisti otrok, ko so mu po vzgojiteljice po spanju obrisale oči in nima več nobenih znakov, je pa ponovno lahko v vrtcu. Tako da z izcedkom iz oči, ki se ponavlja, ki se kljub čiščenju ponavlja in vztraja, je otrok doma, kontaktirajo pediatre, mi damo navodila, že prideti se pokazati, ne prideti, dati antibiotik, ne antibiotik, večinoma ni potreben. Izcedek je pa spet bil prejšnji teden, zdaj je pa otroku v redu, pa mu po spanju še malo brišejo, pa ponovno ne zahteva domače nege. Razen, že se kot starš naslednji dan sam zbudiš, tako da ne moreš odpreti oči, ne, se je to zgodilo že parkrat. Tako da, hvala lepa. Lenka, vaše podjetje je delodajalec velikemu številu zaposlenih. Ko smo se pripravljali tudi mi na pogovor, si omenila, da veliko delate z zaposlenim glede absentizma. Lahko z nami deliš, kako v bistvu sami obvladujete te bolniške, jih zmanjšujete pri vaših zaposlenih, kako v bistvu bolj preventivno delujete, da ne prihaja do toliko bolniških v vašem podjetju? Glede na to specifično našo dejavnost, da zaposlujemo za druga podjetja, tudi sami težko uravnavamo. Tukaj je vedno pomembno tudi, kakšno je stanje, kakšni so ukrepi, kako deluje tudi to podjetje, pri katerem so opravljajo delo, zaposleni, in pa tudi od samega zaposlenega. Je tudi odvisno, na kakšen način on sam pri sebi deluje, kako je zadovoljen na delovnem mestu, kako preventivno tudi sam deluje, koliko je ozaveščen. Zdaj tako je, v času nekega kroničnega primanjkljaja delovne sile na splošno, je vsaka odsotnost, tudi letni dopust, tudi bolniška odsotnost, je lahko res velika težava za delodajalce, kako potem organizirati in nastaviti delovni proces, da bo nemoteno teklo. Zdaj neke planirane odsotnosti, kot so dopusti, se dajo pač smiselno vkomponirati v sam proces. Bolniške odsotnosti so pa navadno neplanirane, so pa od danes do jutri. Potem je pa še tudi težava v tem, lahko je to kratkoročna bolniška odsotnost, pač nekaj dni, da si človek opomore oziroma da pač gre preko nege družinskega člana. Lahko je pa to bolniška na dolgi rok, so tudi dolgotrajne bolniške. Tako da tam je treba spet drugače pogledati, kako se bo na nek način pomagalo temu človeku oziroma že takoj, kako se bo tudi nadomestilo njegovo delo. Ker delodajalci rabijo nekoga, ki bo ta del oddelal. In zdaj je tako.
večkrat pride do težav, če nekdo prevzame pač delo nekoga, ki je odsoten, a ne, in se to dolg časa dogaja. Ker potem ta človek, ki je prevzel dodatno delo, tudi preobremenjen, doživlja stresnost, a ne, in gre zopet v neko izgorelost in zopet neka bolniška odsotnost lahko. Ne. Ja. Po drugi strani pa tudi ta človek, ki je prevzel nekaj dodatnega, tudi lahko novega, si je mogoče tudi priučiti nekaj stvari, je prav, da je to priznano mu, ne. Da se to pohvali, da se to tudi ovrednoti in finančno in tudi nefinančno. In tukaj delodajalci dostikrat pozabljajo na te stvari. Pač je tista okvirna bruto plača z nekimi dodatki, ampak človek pa dela več časa oziroma dela hitreje oziroma si mora najti neke optimizacije, da lahko v tistem delovniku zagotovi še neko dodatno delo, ki ga nekdo drug ni upravil. Zdaj, veliko je tukaj najprej sama komunikacija med zaposlenima in nekim vodjem ali pa delodajalcem, da se ugotavlja, za kakšni so vzroki bolniške. Potem se tudi vedno pogleda, ali je teh bolnišk kar v nekem delu leta ali pa pred neki dejavnosti ali pa v določenem podjetju več. Zakaj jih je več? So zdaj vzroki na strani delodajalca, nekih delovnih pogojev, ki so neugodne, nekih delovnih razmer, lahko tudi medosebnih odnosov, lahko tudi načina vodenja, ki obstaja v podjetju. Ali je to zdaj, se tudi pride potem do poškodb, tudi lahko pri delu, če delovne razmere niso v redu, ali je to res mogoče bolj na strani samih zaposlenih, oziroma delavcev in njihovih situacij, ki jih imajo. Ker posamezniki zaposleni imajo pa tudi ogromno nekih situacij, ki tudi pripeljajo do bolniške. Lahko so pač kronično utrujeni tudi zaradi situacij, ki jih imajo v domačem okolju. Lahko doživljajo neke situacije take in drugačne z otroci, med partnerji. In tukaj delodajalci pač ne vemo, kaj se jim dogaja. In tudi zaradi tega rabijo več časa, da doma pridejo k sebi. Zdaj, neki izziv tudi v bližnji prihodnosti je tudi to duševno zdravje posameznikov. Vsem, kar se nam dogaja, od vseh migracijskih tokov, se pravi, da se v delovno okolje vključujejo tudi druge narodnosti, tudi drugi ljudje, do vseh covidnih situacij, do vseh takih in drugačnih medosebnih odnosov na delovnem mestu. To vse vpliva tudi na psihološko, na duševno zdravje človeka. In to so potem tudi neki dolgotrajni procesi, ki zahtevajo obravnavo. To je zdaj, če si roko zlomim, imam neki gips, 3 tedne mirovanja. Ampak zdaj, če se pa jaz zlomim sama v sebi, pa to potem dolgotrajnejši proces. Tako da to so vse neki taki izzivi. Tako da prva stvar je ugotavljati vzroke, zakaj do tega pride. Ogromno komunicirati. Spremljati potem tudi sistematično te vzroke pri posamezniku, pri delodajalcu in potem sprejeti določene ukrepe. Ta prva stvar je že tudi ta, da ima vsak delodajalec tudi svoj pravilnik o bolniškem redu, kjer tudi so napisane stvari, kakšne so tudi naloge posameznika in delodajalca, ko pride do neke bolniške odsotnosti. Hitro smo na meji izkoriščanja bolniških odsotnosti, da se izkoriščajo tudi v neprave namene. Se pravi, da človek je na bolniško odsoten, v realnosti mu pa ni prav nič zelo hudega. In tudi tega ne javi, tudi ne javi tega delodajalca, in delodajalec ne ve, kaj se zdaj dogaja. Tako da je pomembno tudi, da se spremlja, da se to evidentira, da se dokumentira, da so pravilniki, da ljudje poznajo te pravilnike, da vedo, kakšne so obveznosti, da so seznanjeni s tem, pa samo preventivno delovanje. To pa absolutno. Tukaj je potem mogoče Jana bolj močna, ampak v glavnem promovirati zdrav način življenja. In ga v bistvu živeti. Včasih nam potem plus na tem pomanjkanju sodelavcev, pa potem ravno tukaj zmanjka. Jana, bi kar v bistvu ti je Alenka lepo stlakovala. Zdravje na delovnem mestu, obvezni program v podjetjih. Kako pa to vpliva na absentizem? Kaj lahko v bistvu delodajalec znotraj tega programa uporabi, katere razpoložljive vire, tako v ljudeh, kot kaj mu to omogoča? Jaz sem mogoče samo malo statistike postregla, ker so pravzaprav ti ukrepi z področja promocije zdravja včasih taki, da zelo težko merimo neke učinke, ampak kljub temu zdaj po raziskavah so... Tepamo se radi tega, to je neka taka stvar, ki je zelo težko v bistvu pravzaprav vpeljati, da ima res nek učinka. Tako.
Zdaj po statistikah pa veljano, da nekako pri ljudeh, ki se vključujejo v te programe promocije zdravja, da pa se zmanjša bolniška odsotnost od 12 do 36%, kar je kar velik odstotek. No? In tudi ko so preračunavali v bistvu razmerja med evrom vloženim v neke promocijo zdravja na delovnem mestu in evrom, ki se v bistvu prihrani na račun, bom rekla, teh prihranjenih bolniških odsotnostih, je to razmerje 1:2,5 oziroma še celo 1:10. To pomeni, da se potem ta vložek podvoji, potroji, še ne celo več. Ne? Ampak, če se vrnem nazaj na te programe promocije zdravja, no, meni se zdi zelo pomembno, da v podjetju izkoristijo pač te notranje vire. Jaz sem prepričana v podjetjih, da so ljudje, ki se, bom rekla, intenzivno ukvarjajo z zdravjem, ki imajo neko določeno znanje in ga lahko ponudijo seveda tudi ostalim sodelavcem, a ne. Tudi recimo so ljudje, ki lahko bodo pomagali tudi pri promociji zdravja, ne, in bodo prepričali ljudi, naj se vendarle vključijo, pridružijo kakršnikoli aktivnosti. Ne. To se mi zdi ključno. Bi se pa navezala na Alenko, ki si rekla, da ni samo zdravje, ne gre samo za fizično zdravje, da moramo gledati tudi veliko širše. Naše zdravje je pravzaprav tudi to čustvena plat. Jaz moram povedati, da zelo veliko zaznamo v podjetjih, ker ljudje ne vejo, ne znajo, kam s temi čustvi. S temi čustvi, s temi mislimi, recimo ne bom govorila zdaj o negativnih čustvih, ampak če nekdo pestuje neko čustvo, neko zamero, neko jezo dalj časa, to zelo vpliva lahko, če ne ve, kako jo to zdaj predelati, obdelati, to lahko zelo vpliva na posameznika. Tudi ta socialna plata, to se pravi naši odnosi, imajo zelo velik pomen tudi na naše zdravje. Enkrat se spomnim, ko smo gostili v bistvu en dogodek v meni, takrat ginekologinja rekla, da se vsaka misel pravzaprav usede nekam v telo in lahko vse te stvari, zdaj, če jih ne znamo na pravi način, bom rekla, tudi pri sebi predelati, lahko vplivajo tudi na neko, bom rekla, fizično zdravje. No? Tako da je pa resno, mogoče sam še to pri teh ukrepih, da niso vse stvari za vse, da moramo ugotoviti, da določen odstotek ljudi ne bo nikoli vključil v neko aktivnost, da je fajn za to planirati različne aktivnosti. Pa mogoče zdaj, da ohrani tudi kadrovska služba, mogoče, če ni nekega odziva, to neko redovednost. Gre tam do Jožeta, pa ne da ga bo zdaj spraševala, zakaj Jože pa ti ne prideš v noben program, ampak mogoče ga lepo povabi, katera aktivnost bi bila taka za njega, če mogoče sam kakšnokoli stvar znajo, ponudi in tako naprej. No. Tako da vsekakor pa ohraniti notranje vire. Ni pa nujno samo kadrovska služba, to lahko tudi posamezni vodje, sodelavci, neki taki mini vplivneži, ki lahko so bolj podvrženi vsem tem zadevam in potem pristopijo do sodelavca, do sodelavke. Tako kot sem rekla, je super, če ima organizacija neke promotorje zdravja. Zdaj so to ljudje, ki imajo neka znanja, ali so to neki ljudje, neke osebe, ki imajo nek vpliv, velikokrat pa vodje, se strinjam. Vodje imajo zelo velik vpliv in zelo veliko lahko tudi naredijo in pomagajo. Znajo detektirati v bistvu, kaj se dogaja s človekom. Omenila si, Ana, že v bistvu vmes to drugo plat, ki jo pa tudi ti pri svojem delu zelo dobro spoznavaš, nekaj komunikacije v bistvu z direktorji, vodji, kadrovskimi direktorji. Drugo je pa z zaposlenimi, ker v bistvu tudi pri samih izvedbah potem zaposleni ogromno zaupajo našim izvajalcem in posledično tudi to zvemo. Ta absentizem, a se tukaj skrivajo tudi kakšni drugi vzroki, omenila si čustva, nezadovoljstvo, izgorelost, pogovarjali smo se že o tem, nenehno prevzemamo delo še od odsotnih, pa tudi od potencialnih tistih, ki jih sploh v kolektiv ne dobimo, ker jih na trgu ni. Ali mogoče to lahko pripišemo tudi temu, da smo se v COVID-u recimo pa mogoče naučili, da ko pa zbolimo, pa res rečemo, sorry, bolniška, ker sem zbolela. Kaj se tle v zadnji skriva v bistvu? Jaz moram reči, da meni zelo veliko informacij dobim prav tako, kot si rekla. Ne pogovarjamo se samo s kadrovskimi službami, ampak z ljudmi. Imamo svetovanja in tukaj le marsikakšna stvar se razkrije, tako da lažje razumemo, kaj se v bistvu dogaja. Tako da zagotovo, ko mi razmišljamo, sicer da gre človek na bolniško, zdaj verjamemo, da človeka nekaj boli, ampak ni samo nek fizični vzrok, ni samo neko fizično telo. Tukaj zadaj se skrivajo kakšne druge stvari. Prej sem omenila te čustvene, duhovne, socialne stvari. To se pravi, zdaj podjetje sicer se trudi, da bo ljudi motiviralo, da bojo motivirani, da bojo privrženi. Zelo redko se pa nekako vprašamo pravzaprav o tem, kaj pa je tisto, kar ljudi demotivira, če malo obrnemo logiko.
Mi smo nekako pri svojem delu zelo velik poudarek dali na to, da lahko boli človeka tudi marsikaj drugega. To so odnosi, to so vse čustvene stvari. Jaz sem ugotavljala, da največje bolečine, ki jih ljudje imajo, so pravzaprav te tudi neke krivice, ki se dogajajo med ljudmi. Koliko je pravičen sistem napredovanja, sistem plač, koliko imam možnost do izobraževanja, koliko pridem do nekih informacij, neka skupina ima protekcije, jaz pa ne. Zdaj sodelavka Maja večkrat reče, da smo tudi odrasli ljudje, še tako kot otroci v vrtcu, se kregamo, kdo ima večjo frnikulo, pa dejansko je to res. Tudi le še vedno velja, da se primerjamo. In te vse čustvene, te socialne stvari, to zelo vplivajo na človeka in seveda lahko pripeljejo do tega, da gre potem človek na bolniško, da tudi mogoče fizično zboli. Ali pa, a veste, meni velikokrat rečejo, ne zmorem več in mu je potem reče, bom šel pa na bolniško, in ima to bolniško kot nek backup v bistvu, če ne bo šlo, ker je v taki stiski. Ljudje so res velikokrat v stiski, pa potem izkoristijo to, bom rekla, neko bolniško, ampak tudi dejansko je lahko se kaj fizično dogaja z njimi, Tako da vse ljudje se riščajo rešitve. Prva stvar, če se človek, ne vem, tudi, bom rekla, v odnosih ali pa čustveno slabo počuti, seveda bo iskal neke rešitve, kakšni potem dajo tudi odpoved, nekateri pa tudi, bom rekla, potem gredo v bolniško ali pa tak, bom rekla, zelo pomemben moment je to, kar tudi štejemo pod absentizem, da so ljudje v bistvu prisotni še vedno, ampak od teh ljudi v bistvu bomo pa zelo malo dobili. To so ljudje, ki so, bom rekla, ali malo delajo neko minimalno delo, pa v bistvu ne vlagajo v nek svoj razvoj, kar je zelo škoda, in tudi organizacija ima zelo malo v bistvu takih ljudi. Jaz pravim, da take ljudi izgubimo, ker v bistvu ne gledamo, kaj se dogaja v bistvu z njimi čustveno, v odnosih in tako naprej. Tako da vse te stvari seveda je smiselno vključiti v programe promocije zdravja, ne samo zdravo prehrano, kar je super, pa gibanje, ampak vse to, kaj se dogaja z ljudmi na čustveni ravni, odnosni. V bistvu zelo sistematsko pristopati k temu, ker vidimo, da vemo, da pač na več načinov lahko mi kader izgubimo. In ful si lepo rekla, za backup bolniška, mislim, to se mi zdi tako zelo nesprejemljivo, da se ti sam sebe primoran do konca uničiti, pa bom šel pa na bolniško, in se bom namesto, da bi se prej ustavil, prej zrihtal in v bistvu iskal rešitev prej in preskočil koncev to bolniško, smo se pač pripravljeni do konca obremeniti in potem pa bom pa doma. Mislim, to je tako škoda. Bi mogoče sam še eno zelo pomembno stvar omenila, to, da sej nekateri grejo pa v bistvu v drugo skrajnost, pa potem pridejo do izgorelosti in tako. Ta osebna odgovornost, ki se mi zdi, da jo nekako premalo ljudje tudi se zavedajo, bi bilo fajn, da se v teh programih promocije zdravja tudi to govori. To se pravi, jaz imam vedno možnost odločitve. A veste, ta locus kontrole, kje je, da vem, da lahko tudi pravzaprav sam se odločim tako ali pa drugače. Seveda moram potem tudi prevzeti neko odgovornost za to. Absolutno, hvala lepa. Gospa Marija, glede na vaše izkušnje, kaj pa vi v bistvu opažate pri vašem delu, kako te bolniške vplivajo na starše, v koliki meri, recimo, mogoče, če lahko sploh to ocenite, v bistvu tudi starši peljajo raje bolne otroke v vrtec zaradi delodajalcev in obratno, starši, ki pač kar podaljšujejo bolniške, se da na to kaj vplivati, da po nepotrebnem ne daljšajo odsotnost svojega delovnega mesta. Kako vi to zaznavate, pa če imate tukaj mogoče kakšne rešitve tudi za delodajalce? Kaj se v bistvu da narediti? Opažamo vse. Od seveda takih, ki morda nekoliko izkoristijo bolniško, do takih, ki bi bilo prav, da so na bolniški za otroka, pa niso. Večina staršev pa vseeno v bistvu ravna, bom rekla, primerno. Vidijo, da je otrok zbolel, otrok v bolezni najbolj rabi starša, največkrat je to mama, tudi očetje niso redki, in takrat je prav, da mama z njim ostane doma. Imam nekaj staršev, konkretno vem za 2 mami, ki sta izgubili službo zaradi pogostih bolniških, tako da sigurno je kakšen starš v stiski, ker se zaveda, da bo njegovo delo ali ostalo nenarejeno, ali ga bo mogel narediti nekdo drug namesto njega. Verjetno je danes, ko je delo nadaljavo, morda malo lažje biti doma, čeprav delati nadaljavo ob bolnemu otroku ni pravično, ne do otroka, ne do starša. Tako da večinoma starši, rekla, z razlogom vzamejo bolniško oziroma jim z razlogom odobrimo odsotnost z dela zaradi nege bolnega otroka.
tista skrajnost, da pa starši morda neupravičeno podaljšujejo bolniške, je pa največkrat posledica bolj neznanja. Da starši ne vejo v bistvu, ali je otrok že dovolj dober, da ga peljejo v vrtec. Včasih vrtci rečejo, ne smete v vrtec, ker še ni minilo toliko in toliko časa. Tako da tukaj smo pa potem pediatri tisti, ki se pa starši seveda pogovarjamo. Bodi si, da otroka pregledamo in da rečemo, ne, otrok je v redu, lahko gre v vrtec, tudi če še malo kašlja. Ali pa da pač prek telefona oziroma nadaljavo povemo, lejte, vaš otrok bo kašljal še nekaj časa, če se v redu počuti, če ima vročino, ga mirno peljete v vrtec in so starši potem hvaležni, no v redu. Torej lahko zaključim bolniško, grem nazaj v službo in otrok smet v vrtec. Mogoče samo na tej točki. Vi ste pediatrinja, zdaj po covidu smo tudi kot starši pač zdaj deležni tega triaže nadaljavo. Ko smo se pripravljali, ste rekli, da je v bistvu to ni slaba stvar. A mogoče tudi lahko razložite prednosti in zakaj se ne smemo ustrašiti, tudi če mi dobimo nasvet preko telefona, da to recimo ni dovolj dobro, pa vi veste, da je dovolj dobro. Kako je s tem? V današnjem času v resnici komunikacija nadaljavo tudi pri zdravniku oziroma pač na zdravstvenem področju postala realnost, je včasih obremenjujoča, večinoma pa zelo koristna. Ker mi ne rabimo gledati otroka, ki je danes bolel in ima vročino, razpoložen, dovolj v redu, pije lepo, vročina mu lepo pade. Nima smisla, da ga peljejo na pregled, ker če ne drugega obremenijo našo ambulanto, mogoče še v čakalnici kaj staknejo ali pa okužijo drugega. In je seveda takega bomo najprej obravnavali nadaljavo. Tako da, ko oni pokličejo sestro ali pa kontaktirajo našo ambulanto, dobijo najprej ta osnovna navodila, mi se seveda pozanimamo oziroma sestra najprej pozanima, temu rečemo tako imenovana telefonska triaža. A se otrok v resnici počuti v redu, a se ne, a je vročina visoka, jo uspejo vzbiti, kaj mu dajo, skrbijo, da pije. Skratka, ta osnovna navodila staršem vsakeč posebej in vprašajo in ponovijo, da potem skupaj sestra s starši, po potrebi pa vpraša še zdravnika, da potem lažje presodimo, koliko hudo je otrok bolan, koliko hitro bo morda rabil pregled, ali ga bo sploh rabil. Starši potem pač z našimi navodili z otrokom ostanejo doma in jim vedno naročimo, dajte se oglasiti čez 2 ali pa 3 dni. Če bo imel otrok še vedno vročino, ga bomo naročili na pregled. Če bo otrok brez vročine, se bomo zmenili, še doma, ne doma. Če bo, ne vem, močno kašljal, ga bomo tudi naročili na pregled, da se ni morda karkoli drugega zraven naselilo, poleg navadnega prehlada. Tako da svetovanje nadaljavo, če se znamo pogovarjati, in naše sestre so izšolane, da znajo starše vprašati in da znajo tudi svetovati, je lahko zelo koristno. Včasih se ne zmoremo razumeti, bomo otroka naročili, ga bomo pogledali, ni problema. Včasih je mogoče tudi, seveda v današnjem času, lahko problem jezik, komunikacija. Imamo kar nekaj staršev, ki slovensko slabo razumejo ali pa govorijo. Morda kakšnega tazga malo prej pogledamo, ampak vse na podlagi tega, kaj se sestra z njimi pogovori. Tako da je koristno, vzame pa nekaj časa, ampak to je čas, ki se ga moramo vzeti, če mi želimo starše opolnomočiti oziroma naučiti, kaj zdaj. Je bolezen resna, ni resna, kako naj presodijo. In se mi pogosto zgodi, ko sem začela delati in sem videla, da v službi ogromno govorim, kar se je potem tudi včasih na mojem glasu poznalo, ampak sem videla, koliko je vredno. Starši so hvaležni, ker dobijo informacije, lahko vprašajo. Probam jim na čim bolj enostaven način razložiti, kaj se dogaja z njihovim otrokom, da razumejo, zakaj ima neko bolezensko težavo, zakaj sem neko zdravilo dala in zakaj ga nisem dala. In hkrati tudi, kaj še predvidoma bo, v katerih primerih ne nas kontaktirajo, v katerih primerih lahko počakajo. Se mi je že dostikrat zgodilo, so prišli na pregled, ker otrok recimo kašlja, in jim ponovno začnem razlagati in rečejo, ja, sej vem, smo si zapomnili, kar ste nam povedali, ampak veste, tokrat je pa drugače. Tako da vidim, da si kar nekaj zapomnijo in da te osnovne stvari znajo sami presoditi, ko je pa seveda nekaj drugače, so pa ponovno zgubljeni oziroma ponovno se ne znajdejo, pa nas spet kontaktirajo. Tako da fino je, če si zmoremo vzeti čas, največkrat je časovna stiska tista, ki nas potem mogoče malo omejuje, ampak če vidimo, da starši rabijo, je to osnovna stvar naše dejavnosti, bodi si telefonsko, bodi si v živo, pogovor,
z ene in z druge strani, poleg pregleda. V bistvu tisto, kar se nam tudi najbolj krajša, ne, konec koncev, in tisto, kar ima v bistvu pravzaprav na vseh ravneh največji učinek, ne, to izobraževanje, opolnomočevanje, da mi vemo, zakaj se gre. Ne. Alenka, mogoče še ta del, kako pa pravzaprav, oziroma zakaj si moramo delodajalci pa zavedati tega, da ko pa odrasli, pa mogoče tudi doma otroci, zakaj pa pomembno, da dejansko ostanemo doma, ko pa zares zbolimo, ne? Ker kaj se nam pol dogaja, pa tudi, mislim, rezultira lahko v absentizmu, pustimo ta dela, ne? Se pravi, kjer so drugačne težave zadaj, ampak tako, mi tudi, če hodimo kužni v krog, lahko pokusimo na koncu celoten kolektiv. Ja, cel tim gre pa na bolniško, lahko odvisno zdaj kakšna stvar, ne, v zadju, ali to prenosljiva bolezen, ali pač nekaj tazga, ki ni prenosljivega. Spoštovati je treba tudi to, da je človek lahko bolan, da je bolan in da rabi nekaj časa, da se pozdravi. To tudi obstajajo delodajalci, ki to premalo spoštujejo. In so strahovi tudi v zadnji, a je res, ali ni res, kaj je zdaj, kaj dela ta zaposleni, mogoče pri kakšnem drugem delodajalcu, kakšna druga dejavnost, tudi taki primeri so. Tako da tukaj je vedno treba tako zelo preudarno odreagirati, ugotoviti s posameznim zaposlenim, kaj je res tisto vzrok, če je to tudi neka taka prenosljiva bolezen, virusna, absolutno se mora tudi takoj umakniti z delovnega okolja. Če je človek tako, bom rekla, nekako zmerno bolan, da lahko dela tudi po nekaj ur na dan, to so tudi možnosti, da se smiselno tudi kombinirati s tem prilagodljivim delovnikom, tudi z prilagodljivim delom nadaljavo, hibridnim delom, to so vse neke nove prakse, ki so po COVID-nem času nastale in tam, kjer je možno, ker če imamo to predelovalno dejavnost, intenzivne panoge, industrijske, se to ne da. Tam, kjer je pa možno, je pa prav, da delodajalci tudi omogočajo to vrstne delovne prakse. Pa se mogoče čuti, da se ta kolektivni duh, mogoče tukaj tako vprašanje za vse tri, ker vsaka v bistvu iz svojega vidika različno ciljno skupino, če se lahko tako izrazim, pozna, da imamo še ta kolektivni duh, da tudi recimo jaz kot odgovorna, ne vem, starš ali posameznik, da se pač res ne sprehajam med ostalimi, da se umaknem, da ali mogoče na strani delodajalcev je malce zaznati, da zdaj je treba kar pričakovano, da se spet v bistvu podaljšuje in dela, dokler pač ne padamo nekje tam dol. Jana, mogoče pri zaposlenih, kaj opažaš na tej strani? A se ljudje bolj zavedamo tega, da je pa fino, da se mogoče umaknemo, pa pol 6 sodelavcev ne okužimo? Mislim, tako kot jaz opažam, ker po tem iz COVID-a, če izhajam, ljudje kar veliko bolj pazijo tudi na higieno, pa se tudi veliko hitrejše, bom rekla, umaknejo, tako bom rekla. Je pa seveda odvisno čisto od individualnega primera, tudi od situacije, kako zdaj lahko, kako ima to pač pri delodajalcu in tako naprej. Tudi delo v doma se mi zdi, če je možno, seveda, veliko krat omogoča, da potem se umaknem, pa kakšen dan, dva doma počakam, pa vidim, kaj bo iz tega pol se razvilo, Ja, je pa to en del promocije zdravega delovnega mesta, preventivno delovanje. Delodajalci ozaveščajo o tem, da človek pač se umakne iz delovnega okolja. Tega se več tega ozavešča na ta način je. Ampak po drugi strani pa primanjkljaj delovne sile, primanjkljaj delavca je pa spet potem tako. Hvala lepa. Bomo potem še do vas, Marija, prišli, ker smo pa dobili eno vprašanje in sicer zanima me, kaj lahko delodajalec naredi, ko delavca ni v službo in delavec enostavno pošlje mail v kadrovsko, zaradi trenutnega zdravstvenega stanja me danes ne bo v službo. In na to vsak dan sproti piše maile z vsebine, če mi bo zdravstveno stanje omogočalo, bo jutri prišel v službo. Delodajalec nima nobenega vpogleda v to, kaj je delavcu, ali je res bolan, ali samo simulira. Ali ima delodajalec pravico delavca vprašati, kaj pa so vzroki za takšne odsotnosti in ali je varovanje delavčevih pravic v smislu zdravja za delodajalca nekaj, kar delodajalec ne sme spraševati. Ja, jaz bi tukaj rekla, da je treba najprej preveriti, kakšna je dokumentirana podlaga, kar se tiče bolniškega lista. Bolniški list je tako izdan in se tako vidi. Bolniški list je izdan na koncu bolniške. Ali pa že tudi prvi dan. Ne, takrat je samo v sistemu v bistvu zabeleženo, da je bolniška odprta. Tako da sam bolniški list pa potem zdravnik podpiše na koncu bolniške, s tem upraviči, da je bila res bolniška upravičena izdana.
No, in zdaj, če je bolniški red ali pa pravilnik o bolniškem redu, če ima delodajalec ta pravilnik, lahko tam definira, da naj delavec obvesti prvi dan bolniške odsotnosti delodajalca. Zaradi tega, da je delodajalec seznanjen, da lahko potem delovni proces smiselno naredi. Tako da, če obstaja tak pravilnik, je to neka možnost, kako delodajalec pride do informacije, da je delavec na bolniškem. Tako da to preko teh pravil, ki jih interno določimo, je možno, da se potem pokliče delavca, da se ga vpraša, kakšen je tudi njegov, kaj se mu dogaja, oziroma koliko časa pričakuje, da ga ne bo. Potem je tudi vse odvisno od tega, kakšen je vodja in ta delavec. Če sta onadva v nekih dobrih relacijah, če imata dobre medosebne odnose, bo vodja lahko poklical, bo imel tudi direktne kontakte tega človeka in v takem primeru bo tudi delavec sam že povedal, kaj ne bo skrival. Ja, delodajalec ima seveda vedno možnosti tudi pravico na nek način kontaktirati samega delavca. Drugače pa, kolikor jaz poznam zakon, seveda pri nas je malenkost drugače, ko mi se ukvarjamo z nego, ne toliko z v bistvu bolniškim posameznika, da je v bistvu delodajalec tisti, ki lahko kontaktira zavarovalnico, potem zavarovalnica v bistvu gre preverjati upravičenost, neupravičenost. Torej, delodajalec sam ne sme priti do zdravstvenih podatkov, niti preko izbranega zdravnika, ampak preko zavarovalnice. Preko zavarovalnice. Upam, da smo gospodu Antonu dovolj. Ali lahko delodajalec direktno vpraša, kaj je razlog za bolniško in koliko časa bo trajala? Tukaj mislim o konkretnem razlogu, da pač zve, recimo, da ima zlomljeno roko. Lahko vpraša delavca, ne sme vprašati zdravnika. Delavca lahko vpraša, ne sme vprašati zdravnika, pa tudi potem v bistvu zavarovalnico, če prav Mislim, razumem. ne, zavarovalnico lahko. On lahko preko zavarovalnice sproži inšpekcijski nadzor ali v tem smislu, skratka, da se preko zavarovalnice preveri, ali je bolniška upravičena. Tako, se pravi, samega delavca pa lahko vpraša v Samega konkretnem delavca razlogu. lahko vedno, ker mora tudi vedeti, kako proces delovnega nastane, koliko časa bo to trajalo. Zdaj pa na strani delavca je pa tudi koliko bo povedal. Nekateri so zelo zadržani, pa ne želijo komunicirati, nekateri približno povedo, nekateri se pa tudi malo zlažejo. Smo pa res spet tukaj pri osebni odgovornosti. Tako. O tem, kakšne so nasplošno odnosi pri delodajalcu. Se pravi, delavec sam pa ni dolžen povedati vzroka. Se pravi, Jana? Jaz bi tudi v bistvu sam to dodala, ker se ti Alenka rekla. Tle se pokaže tudi to zaupanje, mogoče, kakšni so odnosi tisti med čist direktno vodjem in sodelavci. Zdaj mislim, če so taki odnosi konkretni, bodo tudi, oziroma korektni, ne konkretni, bodo tudi seveda potem zaposleni bodo pač povedali. Jaz mislim, če vodja pokliče, vpraša, da to razloži, da to vpliva na nek delovni proces in če so odnosi prej bili v redu, bo tudi vsaj nekako poskušal urisati, koliko časa približno se predvideva, da ga ne bo. Vse je stvar pač teh odnosov in klime. Zato je dobro vlagati v to, kakšni so odnosi, kakšno je pravzaprav to zaupanje. Še dve pod vprašanji, kaj je mišljeno za zavarovalnico? To je v bistvu... Če zavarovalnica je tista, ki v bistvu postavlja pogoje, če tako reče, zdravstvena zavarovalnica. Res, da je plačnik bolniške na začetku služba, delodajalec, ampak v bistvu zavarovalnica pa določa pogoje, pod katerimi pogoji se bolniška lahko odobri in je zavarovalnica tista, ki lahko preveri, ali je torej bolniška upravičeno odobrena oziroma odprta. Okay. In pa še, ali lahko osebnega zdravnika delodajalec povpraša samo po rezimi gibanja, ukolikor je delo po režimu, Hvala, Alenka. Rezime, se nekaj mi ni šlo skupaj. Po režimu gibanja, ukolikor je delodajalec delavec dalj časa odsoten. Čisto natanko tukaj nisem prepričana, če bom pravilno odgovorila, ker tako kot sem rekla, pri otrocih se z malenkost drugačnimi odsotnostmi srečujemo. Kolikor vem, se sme v bistvu brez nekih natančnih zdravstvenih podatkov, v tem smislu, ali je bolniška upravičena ali ne, ali je gibanje v smislu izven kraja pa to dovoljeno ali ne, to pa nisem prepričana, to pa ne bom zdaj karkoli trdila. Bomo pa, Alenka, lahko to poiskali pripravniki, pa v bistvu podali potem odgovor naknadno. Mogoče bi pa jaz tukaj samo vas, gospa Marija, vprašala, ali pa lahko delodajalec recimo nego preverja.
To je ena taka zanimiva zadeva, ki pa ne vem, recimo, če je dalj časa starš odsoten zaradi nege, ali tukaj ima delodajalec kakšen vpogled, ali je to v bistvu upravičeno ali neupravičeno, če se večkrat O ponavlja. upravičenosti vedno odločamo zdravniki. Če jaz vidim, da je otrok bolan in da on rabi domačo nego, jaz to odobrim, ne glede na to, ali name vpliva delodajalec, oziroma ne more recimo delodajalec name vplivati, ne smem nege odobriti. Mi vedno poskrbimo, da bolan otrok, domača nega, v tem smislu, To je torej za tudi v zdravje, bistvu ta za zdravje strokovna otroka. prioriteta. Tako. Zdaj, iskreno rečeno, se mi še ni zgodilo, tako da ne vem reči in pravno tukaj nisem prepričana, ali lahko delodajalec. Ampak če potegnem analogijo z vrtcem ali pa šolo, največkrat šolo, recimo, če šola ne verjame staršem, da je otrok bolan, da je pač upravičeno izostal, ne vem, od neke dejavnosti, od športnega dneva, karkoli. Če ne verjame staršem, lahko nas kontaktira in mi rečemo, ja, so nas kontaktirali, otrok v resnici ni mogel iti. Ne govorimo o diagnozah, ne govorimo, zakaj gre, ampak samo ali je upravičeno ali ni. Po tej analogiji bi sklepala, da lahko tudi delodajalec, nisem pa absolutno prepričana, tako da tega pa ne bom trdila, oziroma mislim, da je bolj potem pravno vprašanje. Lahko v nekaterih primerih. Na bolniškem listu se vidi, katere zdravnike, in če so neki pogoji izpolnjeni, se lahko kontaktira zdravniško službo in se vpraša za določene stvari, za režim gibanja, lahko je. Super. Bomo pa to še natančno preverili, pa bomo dali potem odgovor. Potem je tudi tako, da nekateri dlje časa tudi lahko izigravajo. In je treba potem tudi pogledati, kakšni so postopki, da se ugotovi ta izigravanja. In so potem tudi tukaj pooblaščeni inštitucije kot neki detektivi, ki preverjajo ta režim gibanja, in ti detektivi lahko formalno, po formalni plati in po tej neki službeni dolžnosti lahko pridejo tudi do informacij o režimu gibanja. Se pač so pooblaščene službe za to. Zdaj, da bi pa mi kot delodajalci sami klicali, to pa ne. Nekatere službe pač zunanje imajo pooblastila za to in to lahko naredijo. Tako, v bistvu, hvala lepa, Alenka. Naš čas se izteka in tudi v bistvu en tak lep zaključek od gospoda Antona, odnosi so problema. V vsakem poslovnem subjektu je določen odstotek ljudi, ki so problemi in ravno ti predstavljajo težave v smislu bolniške. Govorimo o teh nekaj odstotkih, ki nimajo dobrih odnosov z vodji in so nasploh problematični. Lahko so to zaposleni, lahko so pa to tudi vodje same. Dostikrat je lahko tudi pač na drugi strani težava. Vprašanje še za vse tri v zaključni sklepni fazi. V bistvu odgovornost za naše zdravje je tako v rokah nas posameznikov, kakor tudi delodajalcev. Smo pač kar nekaj tematik odprli. Bolni otroci potrebujejo domačo nego, pri čemer naj socialna varnost ne bi smela biti ovira. Socialna varnost tudi ne more biti izziv zdravstva, ampak v bistvu celotne družbe. Še vaše sklepne misli, kaj lahko v bistvu kot posameznik, kot družba v bistvu naredimo za zmanjšanje tega absentizma? Mogoče bi začeli pri vas, gospa Marija. Ja, naredimo lahko veliko. Eno je že to, kot je bilo omenjeno, zdrav način življenja, ne samo promocija, ampak v resnici izvajanje. Enako velja pri otrocih. Sigurno bodo otroci bolj verjetno zdravi in dlje časa zdržali v vrtcu, če bodo starši poskrbeli za tiste osnovne stvari, kot so dovolj spanja, gibanje na svežem zraku, zdrava, raznolika prehrana, ne pa, ne vem, zasloni, pa McDonald'si, pa tako naprej. Ena od stvari. Druga stvar, ki je pa zelo, zelo pomembna in ki jo želim res posebej poudariti, pa ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle, je pa cepljenje. Mi cepimo lahko tudi proti gripi, to vsi veste, in od časa COVID-a je cepljenje proti gripi še vedno brezplačno, kar pomeni, da v bistvu moramo iti samo k zdravniku, tako kot so rekli, nastavim roko in preprečam eno bolezen, ki je velik razlog absentizma, tako pri zaposlenih samih, kot pri starših, ki potem otroci zbolevajo. Cepljenje proti gripi, cepljenje proti pnevmokoku, vsa redna cepljenja za otroke, ki preprečujejo bolezni, ki se lahko še vedno ponavljajo, pojavljajo in so lahko razlog odsotnosti. Tako da tukaj se mi zdi, da smo kot narod včasih malo na zelo nepravilni strani, oziroma da se ne zavedamo v resnici pomena, koliko lahko s tem naredimo. Tako da to, pa mogoče bi samo še dodala, ko smo omenjali kolektivnega duha,
pri otrocih seveda se toliko bolj stvari širijo znotraj kolektiva. Se mi zdi, da pri odraslih je manj vzrokov absentizma v nalezljivih boleznih, pri otrocih so praktično vsi razlogi nalezljive bolezni, tako da res otrok, ki kaže znake bolezni, ostane doma, otrok, ki se dobro počuti, verjetno ni več kužen in gre lahko nazaj v vrtec in ne bo širil okužbe, pa mogoče sam spet kaj staknem, slej ko prej. Slej ko prej moraš se prekužiti, pravijo. Hvala lepa, Jana. Ja, jaz bi v bistvu te skrbi za telesno zdravje, bom rekla, res dodala to skrb, bom rekla, za neko stabilno čustveno stanje, za lepo, spoštljivo komunikacijo. Seveda, ta se začne seveda najprej tlele v naših glavah, da znamo pravzaprav, bom rekla, da nismo neagresivni, da nismo nepodredljivi, da znamo spoštljivo, bom rekla, skomunicirati stvari s sogovornikom. Ta skrb se mi zdi zelo pomembna, no, pa svoje čustva, da jih pravzaprav znamo. Jaz bi res svetovala, no, da pri promociji zdravja tudi te, bom rekla, aktivnosti vključite, da se ljudje ne zatikajo ob neke stvari, neka čustva, ob neke, ne vem, zamere in tako naprej, ampak da te stvari znajo dobro skanalizirati, bom rekla, pri sebi, da skrbimo vsi skupaj za dobro pa spoštljivo komunikacijo, no. Pa seveda, to je odgovornost seveda posameznika in da se zavedamo, da imamo vedno možnost izbire, no, v vseh odnosih, tudi za svoje zdravje. Sestra mi je zadnjič rekla, da je sodelavka ji rekla, da hoče iti v pokoj zdrava, to se mi zdi tako pomembno, mi tudi velikokrat pri teh izobraževanjih delamo te vizualizacije, da si predstavljamo pri 60 letih, kakšen želim biti, kakšen življenjski slog želim imeti. In to je zelo pomembno, no? Da sami poskrbimo za to in smo sami za to odgovorni. Super, hvala. Linka? Ja, jaz bi pa mogoče še to dodala, da si skušamo v delovnem okolju pomagati med sabo. Da če nekdo nekaj ne zna, pa če ga ni, da skušam tudi jaz uskočiti, pa bom jaz tebi zdaj pomagala, pa boš naslednjič ti meni. In tudi ne zavračati neko novo znanje, nove spremembe, ker delodajalci si želijo tudi na nek način generaliste, da lahko pokrivamo mogoče en delček še ničesa drugega, ko je potreba. Ja, sem specializiran za svoje področje, ampak znam pa še to, pa še to, pa še to. In ta vzajemnost se mi zdi, da bi mogla tudi na tem še tudi malo več lahko narediti. In delodajalca, in posamezniki. In tudi razmišljati o tem, da se nagradi to, da se dobro delo nagradi, da je to nek tudi vzvod, da je prepoznano. Ja, tako. Se strinjam. Hvala lepa, drage dame. Bile smo izčrpne in smo šli kar malce čez uro. Nič ne de, veliko dobrih in uporabnih nasvetov. Hvala vam za danes, ker ste si vzeli čas. Mi pa v bistvu naslišanje v mesecu novembru, tako da vas lepo pozdravljamo.